Danes smo na dogodku Sejem narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ogromno ljudi, ogromno zanimivih možnosti, izkušenj, ogromno vsega, kar lahko človek si doživi. Torej tukaj, kaj sem našla zase? Veliko kozmetičnih izdelkov, fitness industrije, zdravje, različne naprave, veliko dobrih ljudi, ki skrbijo o svojem zdravju, tudi zanimive obiskovalce. Te dogodki so v mojem kontekstu moja priložnost. Zakaj so priložnost? Zato, ker tukaj srečujem in spoznavam ljudi, ki se ukvarjajo predvsem s tem, kako iz narave ekstrahirati snovi oziroma živila, jedi, karkoli pač proizvaja kdo od njih, na naraven način, zato da bi blagodejno vplivali na svoje zdravje. In tu je ta povezava narava-zdravje tudi pomembna zaradi tega, ker se tudi sam s tem ukvarjam. Namreč podjetje Evergreen Life Products, za katerega delam že več kot 5 let, proizvaja in distribuira izdelke narejene na osnovi izvlečka iz svežih oljčnih listov. In to je, bom rekel, nekaj, kar sovpada s tem sejmom in nekaj, kar nas tudi združuje, razstavljavce in nas, obiskovalce. Predstavljamo Doživi Evropo, to je interaktivni center, ki malo predstavlja Evropsko unijo, tukaj na Dunajski, torej smo sosedi Gospodarskega razstavišča in danes malo spodbujamo in preverjamo dejansko znanje Evropske unije in lahko nas obišete danes na stojnici in na Dunajski 20. Mi tukaj v bistvu predstavljamo marsikaj od družbe ZEOS, pa tudi nekih naših partnerskih organizacij. Jaz sem recimo iz knjižnice Reči, smo knjižnica v Savskemu naselju, kjer se ne izposoja knjig, ampak predmete, ki se jih rabi samo občasno in se na ta način privarčuje prostor in denar, hkrati pa zmanjša svoj okoljski odtis. Za čas sejma pa smo tukaj tudi z našim popravcem, se pravi popravljalnica električnih aparatov, da se naši obiskovalci z nami naučijo, kako lahko tudi sami vzdržujejo svoje aparate. Mi smo zdravstveni zavod za medicino športa in akupunkture in načeloma se ukvarjamo in to predstavljamo tu na sejmu Narava in zdravje z šolanjem iz akupunkture, aurikuloterapije in tudi prehrane po tradicionalni kitajski medicini. Dejansko akupunktura je priznana tudi od strane Svetovne zdravstvene organizacije, stara je približno 4 ali 5 tisoč let. In je ena izmed metod zdravljenja, ki za zdravljenje ne uporablja nobene kemije, nobenih zdravil, ampak samo iglice, ki se vstavljajo v človeško telo. Zavod Diabetes je nevladna ustanova, 30 let, letos smo praznovali 30-letnico izdajanja revije Dita, sicer pa organizatorji nacionalne kampanje za omejevanje diabetesa, Bodi, ličnjak, kar in sladkor, čista petka. Tukaj imamo pa meritve sladkorja, izvajamo literaturo o diabetesu, seveda revijo Dita in skrbimo za ozaveščenost o tej nevarni in predvsem neozdravljivi bolezni. Ljudje radi se tolažimo s hrano, radi smo doma, radi gledamo televizijo, kar je vse v redu, če je to pač v večernih urah, malo po večeri, predvsem pa po večeri najboljši ta sprehod, to mi vedno rečemo. V glavnem mora biti veliko gibanja, zmernost pri hrani, nič ni treba podvojevati, razen seveda pač alkoholu, cigaretam, to so stvari, ki so pri diabetesu ključne tudi za nastanek. Norod-slušni aparati je podjetje, ki se ukvarja predvsem z reševanjem težav z sluhom. Zraven, bom rekel, slušnih aparatov imamo tudi zaščito sluha. Pomeni karkoli glede ušes, se dejansko pri nas najde. Sluh v bistvu nikoli ne pade iz danes na jutri, ampak je to postopoma, kar se ponavadi zgodi, da ljudje z težavo sluha sami pri sebi toliko ne opazijo, koliko opazi predvsem, bom rekel, okolica. Na kak način se to pozna? V kakšni družbi gužvi malo slabša razumljivost, jačanje televizorskega spremnika, da se prihaja do razumljivosti in to so takšne, bom rekel, prve stvari. Kako se vam zdi današnji dogodek? Super. Kaj vam tukaj najbolj všeč? Ponudba izdelkov, sem si malo pogledala, sirčki zanimivi, potem tole merjenje holesterola in sladkorja. Tako, več tega vidim, da. Smo delovni terapevti in predstavljamo poklic delovne terapije
tako da preko zbornice delovne terapije imamo današnji ta prostor, na katerem želimo v bistvu približati našo stroko, zdravstveno stroko, ki pomaga ljudem ali zaradi bolezni, poškodbe, okvare, ali pa celo lahko rečemo, da želijo izboljšati svojo kvaliteto življenja. In na vseh področjih človekovega delovanja pomagamo, svetujemo, učimo, da bi človek lahko čim dlje samostojno funkcioniral. Mi se ukvarjamo z celostnim holističnim pristopom do zdravja, imamo zelo napredno metodo transpersonalne kvantne terapije, delamo na podzavesti, na preseganju omejujočih vzorcev, čustev. Imam tudi šolo za terapevte, šola za življenje Ananda, različne spletne programe, delavnice, kvantno medicino, torej dejansko napredna vibracijska medicina prihodnosti, ki je seveda zdaj že tukaj. Tako da delamo res na vseh nivojih, fizični, čustveni, mentalni in duhovni vidik, tako da vključujemo vse nivoje celovitosti človeškega bitja. Zakaj pa sploh uporabimo zobno nitko? Ali ni dovolj zobotrebca? Ne, zobotrebca si lahko poškodujemo zobe, zobno nitko si tudi lahko poškodujemo, če ne uporabljamo pravilno, zato je treba lepo žagati. Zobno nitko si moramo narediti čisto tako kratko zankico, ko pridemo noter, žagamo med zobe, da si ne poškodujemo dlesence, ko pridemo do konca, do dlesni, probamo še čist malo pod dlesenco in potem po tej steni potegnemo nitko gor, zato da si sčistimo stransko ploskev. Če ne uporabljamo zobne nitke, se v medzobnih prostorih naredijo bakterije oziroma hrana se zastaja in če si ne odstranimo, iz mehkih oblog ratajo trde in potem nastane zobni kamen. Tam se pa začnejo nabirati bakterije. Naše podjetje, naša kmetija se ukvarja s pridelavo in predelavo čilja. V bistvu vse, kar vidite, proizvedemo sami, to se pravi od semena do vseh teh produktov, od čiljomak do vinjaka s čiljem, prva na svetu liofilizirana čiljomaka, potem imamo še olja različna, in olivno in bučno, to se pravi v kolaboraciji z kmeti, malinin džem tudi, suhe čilje, vložene čilje, ni da ni. Kako se je začela vaša zgodba, zakaj pa čili? V bistvu mene je vedno zanimala zemlja, ne vem, kako se posadi seme že od malega. To smo z omo, ko sem bil mali otrok, smo eksperimentirala, sadila koruzo in tako naprej. In v bistvu ta ljubezen očitno je zdaj prišla do te mere, pred 10 leti. Smo eno kmetijo odkupili, manjšo, in smo začeli s to zgodbo, ki zdaj bo drugo leto, to se pravi 2026, bo 10 let stara, ali pa mlada. Tako da, ja, fajn je. Mi smo kmetija Gartner iz Bohinja. Sir predelujemo že 25 let in sva z bratom zdaj druga generacija, ki v bistvu izdelke širva tudi v teh koncih v Ljubljani. Delamo sire iz surovega mleka, nepasteriziranega, tako da imajo en tak pristen tradicionalen okus po bohinjskem siru. Se ukvarjamo z energijskimi tehnikami. Danes tukaj na sejmu predstavljamo Lightkeeper Healing. To je ena novejša, energijska tehnika. Zdaj trenutno v Sloveniji jo izvaja že približno 300 ljudi. Z mano so tudi učiteljice, ki mi pomagajo, se pravi pri širjenju te tehnike. Sicer pa pomaga tehnika na različnih področjih, drugače pa izvajamo tudi Theta Healing tretmaje, reikije in tako naprej. Tako da pomagamo na neke svoje načine, predvsem pa z energijskimi tehnikami ljudem, ki potrebujejo pomoč in ki se obrnejo na nas. Jaz kot zdaj učiteljica sem mogla skozi svoje preizkušnje, izgubiti oba starša, sama zboleti, da sem ugotovila, da bežim pred nečim, pred sabo. Tako sem stopila v kontakt z Draganom, ker sem ga sicer poznala že prej. In v bistvu me je on nekako pripeljal do te točke, da zdaj živim življenje, ki ga želim. Mene so pa energijske tehnike zanimale že od malih nog. To spoznala Dragana, ko sem ga videla oddaleč na enem dogodku, sem vedela, prav žarel je. Tako posebno energijo, katero res pritegne kot učitelj. In sem začela pri njem se prva reiki učiti. Potem je bil Theta Healing, komaj smo čakali njegovo Lightkeeper tehniko, tale je pa
zame naredila res veliko spremembo, ker res delaš na sebi. Priporočam res velikim ljudem, ki spremeni življenje na vseh področjih življenja. Združenje Evropa Dona. Naše poslanstvo je boj proti raku dojk in v zadnjem času tudi za raka rodil. Pomagamo z nasveti in ozaveščanjem zdrave populacije, kot tudi tistih obolelih, da smo tukaj za njih, da se lahko na nas obrnejo, kadar pridejo do kakšne stiske. Letos pa imamo še posebno sporočilo: ne pozabi nase. Tako kot gremo v trgovino, kako gremo v knjižnico, k frizerju, pa gremo tudi na pregled ginekologu oziroma si pretipamo dojke, kar nas lahko velikokrat nam pomaga, da pravočasno opazimo spremembe. In kadar je dovolj zgodaj to opaženo, da gremo zdravniku, potem zagotovo imamo več možnosti preživetja in tudi doživetja še velikih lepih stvari. Dober dan, mi smo Združenje Spominčica in se ukvarjamo s širokim spektrom Alzheimerjeve bolezni, se pravi predvsem za osebe z demenco. Pomagamo svojcem, jih napotimo na pomoč v delovne terapije ali pa kakšne prijazne točke, na predavanja, kjer naši priznani strokovnjaki govorijo o težavah oseb z demenco. To so v glavnem naše aktivnosti in predvsem osveščamo in glavna usmeritev je to, kako pomagamo potem tudi svojcem, ki imajo seveda v svoji bližini osebo, tako da je lažje in da ve, da ni sama. Kako se je začela zgodba vašega društva? Delamo na tem področju, da pomagamo bolnikom s celiakijo, pomagamo tudi njihovim svojcem in pa izobražujemo ostalo populacijo, da jim je malo bližje in pa da jim predstavimo, kaj sploh mi bolniki s celiakijo potrebujemo, da smo zdravi. Toliko je teh različnih obrazov celiakije, da včasih niti zdravniki ne pomislijo takoj, da ima en bolnik težave z glutenom, da je pač bolnik s celiakijo. Zato že mi opažamo v društvu, da imamo ogromne težave s tem, da naši zdravniki prepozno diagnosticirajo, da so včasih tudi po 10 ali več let bolniki s celiakijo neodkriti. Zato v društvu zelo veliko o tem govorimo. Dostikrat tudi izobražujemo oziroma svetujemo zdravnikom, da malo prej pomislijo, da je pa mogoče kakšen bolnik, ki ima nepojasnjene vzroke, da malo prej pomislijo, da pa mogoče je pri tem bolniku celiakija. In če se zgodi, da koga na tak način prej odkrijejo, je za nas že veliko zadovoljstvo in pa velik uspeh. Sem zastopnik podjetja Parnat Vorwerk, to je nemška firma, ki v bistvu se predstavlja na letošnjem sejmu z čistilno tehniko. V bistvu lahko tudi malo predstavimo, se pravi, to je naš paradni konj, to je globinski aparat, ki istočasno sesa gladko površino in pokrito, se pravi, preklaplja s senzorjem. To je za tekstilne površine, ravne površine. Če želimo še oprati gladko površino, je pa tu edinstven izdelek, ki istočasno sesa, briše in suši. Lahko tudi v bistvu pokažemo, kako to izgleda. Se pravi, tu se ga lepo vklopi in gre v bistvu sam, ker ga motor poganja. Se pravi, sesa od roba do roba, zelo enostavno. Je pa to v bistvu po vseh testih eden izmed najboljših aparatov na svetu in ga z veseljem in ponosno predstavljamo. Mi smo Rdeči križ Slovenije in delujemo po vsej Sloveniji z našimi 56 območnimi združenji. Danes smo na sejmu Narava zdravja, kjer pravzaprav predstavljamo vse naše dejavnosti. Če začnemo z javnimi pooblastili, kot so recimo prvo pomoč, krvodajalstvo, pripravljenost in ukrepanje v nesrečah in pa združevanje družin.
Lahko danes se preizkusite v veščinah prve pomoči oziroma temeljnih postopkov življenja, potem ozaveščamo o pomenu krvodajalstva, ker si želimo, da slovensko javno zdravstvo ostane samopreskrbno s krvjo, kot tudi do sedaj. Zato je z našega vidika tudi pomembno ozaveščati mlade o pomenu tega človekoljubnega dejanja, kot je krvodajalstvo, in pa seveda promoviramo tudi na splošno naše prostovoljske programe, ker dejstvo je, kot ste rekli, Rdeči križ je največja humanitarna organizacija na svetu in Rdeči križ Slovenije je del tega velikega gibanja, ki združuje 192 nacionalnih društev. Ampak vsa naša prizadevanja ne bi mogla biti uresničena, če mi ne bi imeli prostovoljcev. Prostovoljci so srce in gonilo, motor naše organizacije in prostovoljski programi so tisti, zaradi katerih pravzaprav potem mi lahko nudimo pomoč ljudem v stiski. Tukaj, kot vidite, imamo tudi nekaj, veliko se v zadnjem času, v zadnjih 2-3 letih posvečamo tudi delu z mladimi, kar pomeni, da se trudimo z prenosom humanih vrednot, tako imenovano humanitarno vzgojo, prenašati že v vrtce. Torej ne samo osnovne šole in srednje šole, ampak da začnemo že pri najmlajših in da vzgajamo za humano že od malih nog. In pri tem smo res veseli, da je vse večji odziv vrtcev in šol, ki se zavedajo pomena tega, da vzgajamo mlade od najzgodnejših let, zato da so dobri, da so sočutni in da jim je mar za svet okoli njih. Smo Fitness zveza Slovenije, kjer združujemo fitness centre, kadre, usposabljamo trenerje fitnessa, pilatesa, skupinskih vad, organiziramo različne delavnice, različne seminarje, kongres. Pri nas na naši stojnici pa lahko v bistvu naredite različne izzive, lahko se držite, lahko delate zgibe in dobite neke praktične nagrade. Lahko se tudi izmerite z impedanco, to pomeni z analizatorjem telesa, kjer vam lahko pokažemo, kakšen odstotek telesne maščobe imate, koliko imate mišic v telesu, kakšna je vaša presnova in vam glede na rezultate tudi lahko svetujemo. Šote pa soke, ki so 100% naravne, iz 99% sadnega deleža, brez dodanega sladkorja in brez umetnih barvil. Dodajamo jim pa minerale, vitamine in tradicionalna zelišča. Kako se je začela vaša zgodba? Naša zgodba se je začela, mi smo bili najprej uvozniki te blagovne znamke, to je v bistvu iz Srbije proizvod. Potem se je pa tovarna v Srbiji zaprla in smo mi ponudili, da odkupimo know-how in vse recepture in v bistvu smo odkupili in postali solastniki blagovne znamke. Kako se vam zdi današnji dogodek? Je pa prijetno vzdušje zaradi tega, ker vidiš, da se starejši ljudje zelo zanimajo za svoje zdravje, ker zdravje ni samo umevno, za zdravje treba skrbeti. In če gledamo, prej so, mi pravimo, penzionisti samo šparali pa gledali, da bi drugim bilo lepše, zdaj so pa končno enkrat prišli na zeleno vejo, pa vejo, da tudi za svoje zdravje treba poskrbeti, ne samo za drugo zdravje. Kaj vam tukaj najbolj všeč? Jaz sem prišel v glavnem zaradi živali, zato ker sem zelo velik ljubitelj in moram priznati, da mi je všeč. Meni so bolj všeč njegove reakcije, ko vsakič, ko vidi živali. Kako se vam zdi današnji dogodek? Ja, današnji dogodek je izredno lep, sam ga že obiskujem vrsto let. Predvsem pa mi je zanimivo to, kar se dogaja za otroke, da otroci spoznajo v bistvu živali, to, kar je tukaj in pa seveda razstava Expo. Mi smo kmetija Škrjanec, prihajamo iz Dolenjske, natančneje iz Trebelnega. Ukvarjamo se v bistvu s prirejo in pridelavo kravjega in kozjega mleka iz senene prireje, se pravi, to je krma in paša brez silaže. Kakšen pa sir, če smem vprašati, je za vas najljubši? Jaz osebno imam rada sire z zelo lepo aromo, čisto aromo, predvsem pa tiste, ki imajo več arome, se pravi sirčki, ki so malo bolj zorjeni, ki imajo več okusa, več arome, to je zame pravi sir. Mi imamo na naši kmetiji predvsem čili izdelke, zeliščne izdelke, sokove, čaje, liofilizirana sadja, pretežno vse s tem. Kaj vam osebno najbolj všeč med tistimi izdelki? Jaz se bolj nagibam na čili izdelke in to je moje neko področje, medtem ko je moja partnerka se pa bolj ukvarja z liofilizacijo, z sokovi, z izdelavo mil in čajev, takšnih stvari. Mi se ukvarjamo z predelavo mesnih izdelkov na kmetiji. Imamo izdelke iz krško-poljskega prašiča in iz navadnih belih prašičev.
A kaj osebno vi imate radi? Meni so najboljše recimo kave takele suhi konci, suhe klobase, pa potem kakšne domače klobase za kuhanje. Kako se je začela zgodba? Prvo sem šel na ekološko čebelarstvo, to se pravi, narava mi zelo veliko pomeni. Pradedki vedeli, mislim, koliko so čebele pomembne in koliko so cenili čebele. Mislim, in tudi sam sem pol v to zgodbo, mislim, ko bi rekel, in to zgodbo še nadgradil. To se pravi, med, ko je nekaj najboljšega, kar narava primore, sem obogatil še z raznimi zelišči. Tukaj se predstavljamo na stojnici skupnosti naravnih parkov Slovenije. Zakaj so pomembne take dogodke za obiskovalce? Dogodki, ki združujejo nas, ki tukaj razstavljamo, ker tukaj pač se nas predstavlja več različnih na enem kupu. Pomembno pa je tudi prijemo do ljudi. Torej, še vedno je kar precej veliko ljudi, ki želijo ta osebni pristop, osebni stik, pa tudi, da se kaj pomenijo s človekom, tako da ne pobrskajo vsi še vse po internetu. Ja, to pa res. Mi se ukvarjamo z molekularnim vodikom. Lahko se ga inhalira preko kanil ali pa uživa preko vode, katero se s pomočjo raznih naših naprav vodo nasiči z vodikom. Vodik je zelo močen antioksidant in čisti proste radikale in ga res priporočamo za boljše zdravje. Ukvarjamo se z gojenjem in predelavo gob, gojimo različne vrste medicinskih in kulinaričnih gob, imamo različne pripomočke za domače gojenje gob, organiziramo izobraževanja o gojenju in nabiranju gob, tako da vse povezavi z gobami. Kako se je začela vaša zgodba? Že kar nekaj let nazaj, v bistvu začel se je najprej z gojenjem užitnih gob za kulinariko. Tako da ja, potem smo pa iz tega v bistvu razvijali zgodbo in Jano, to. Hvala lepa. Malenko. Naše podjetje se ukvarja z bivalnim okoljem in sicer z meritvami ter svetovanjem za tiste stvari, ki negativno vplivajo na naše zdravje. To je recimo plin radon, kakovost zraka, elektromagnetna sevanja, potem umetna svetloba, izvajamo kompletne meritve in pa potem tudi svetovanje, kako to urediti. Hkrati pa tudi svetovanja za novograditeljne, se pravi za tiste, ki gradijo, kako hišo oziroma nek objekt zgraditi, da bo vpliv ta negativen vseh teh stvari čim manjši. Kako se je začela vaša zgodba? Jaz sem 4 leta nazaj v bistvu odprla svojo vintage trgovino, ampak nimam fizične trgovine, tako da sem začela organizirati vintage sejme, ki so na Taboru vsak mesec, že 4 leta. In v bistvu zdaj opažam, da se vedno več govori o trajnosti, o ponovni uporabi. Zelo imam rada oblačila, sploh kvalitetna, dobro zašita, iz dobrih materialov. Tako da najbolj je krasno, ko najdeš res en dober kos, neponovljiv, star 40 let pa zgleda kot nov. Tako da v bistvu to iskanje teh zakladov je to nekaj najlepšega. Naše podjetje Ectomy se ukvarja z masažami. Tu promoviramo masaže na delovnem mestu, zato masiramo na stolu, sicer v našem salonu masiramo na masažni mizi in največkrat se osredotočamo predvsem na splošno populacijo, ki jo težijo bolečine v vratu, v ledvenem delu in delamo protibolečinske masaže, terapevtske masaže, limfne drenaže, akupunkture, torej skrbimo za boljše počutje. Sodelujemo pa tudi s podjetjem Etri, ki pa skrbi za zdrave obroke na delovnem mestu. Zato se lahko pogovarjamo business to business, torej podjetje s podjetjem. Pridemo na podjetje, jim zagotovimo hrano, torej zdrav obrok in zraven tudi ponujamo te ali vadbe na delovnem mestu ali pa masaže. Torej neka taka skupna zgodba Ectomya in Etrov. Oziroma, da omenim tudi tečaje masaž. Učimo na šoli za maserje in terapevte Vital. Toplo priporočam že vnaprej vse, kar organizira Gospodarsko razstavišče Ljubljana. In najlepša hvala in organizatorjem, in udeležencem, in obiskovalcem, da smo skupaj naredili tak vrhunski dogodek.